uradno začela postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za sežigalnico odpadkov. Čeprav bi sežigali le nenevarne odpadke, zdravstvena stroka opozarja, da življenje v okolici kljub temu predstavlja tveganje za prebivalce. Ljubljanski festival bo drevi odprla Beethovenova simfonija, tudi v tem v prihodnjih minutah. Termoelektrarna Šoštanj je danes uradno začela postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za sosežig odpadkov v bloku 6. Na republiški Arso je oddala poročilo o presoji vplivov na okolje. S tem sledi zamisli o prestrukturiranju premogovne regije in o postopnem opuščanju uporabe premoga. Kot zatrjujejo v Tešu, študija ni pokazala, da bi se okoljska slika Šaleške doline poslabšala, če bi poleg premoga sežigali še odpadke goriva SRF. Poskusno obratovanje načrtujejo že v zadnji četrtini prihodnjega leta. Naložba v sosežig je vredna od 6 do 10 milijonov evrov. Metka Pirc. 160 tisoč ton goriva bi letno uporabili v Teš, kar je več kot polovica za vseh sosežig primernih odpadkov v Sloveniji. Okoli 30 tisoč ton jih skurijo v Celju, 100 tisoč ton pa v Anhovem. Študija uporabe SRF goriva v Šoštanju je zajela 15 kvadratnih kilometrov površin z 8 stacionarnimi in eno mobilno postajo. Preverjali so vse do zdaj znane parametre. Generalni direktor Teša Viktor Vračar. Evidentirane emisije, ki so prisotne že sedaj pri uporabi samo lignita, se ob načrtovanjem dodajanju do 6% masnega deleža nadomestnega goriva ne bodo bistveno spremenile. Nasprotno pričakujemo že omenjeno zmanjševanje toplogrednih izpustov ogljikovega dioksida, medtem ko pojav drugih emisij, ki bi nastali zaradi uvedbe sosežiga v načrtovanem obsegu, po ugotovitvah poročila o okoljevarstvenih vplivih ni bistven. Sosežig ni sprejemljiv za prebivalce v tamkajšnji civilni pobudi in v šaleškem ekogibanju, ki si želijo referenduma in opravljenim simulacijam ne zaupajo. Urša Menih Dokl in Valter Kolar. V šaleškem ekogibanju poudarjamo predvsem vpliv na zdravje prebivalstva in to dolgoročni vpliv in tega se ne more dokazati z nobenimi simulacijami. Vsak v Sloveniji naj se vpraša, preden prižge luč, koliko ljudi v Šoštanju bo zaradi tega trpelo, ko bo prišlo do tega sosežiga. V Tešu bodo postopke kljub temu nadaljevali, v primeru zadržkov zdravstvene stroke pa bi preučili morebitne nove vplive, so še zatrdili. Zdravniška stroka je pomisleke glede sosežiga javno izrazila že v primeru cementarne Anhovo. Opozarja pa tudi na škodljive vplive življenja v bližini sežigalnic nasploh. Na drugi strani tehtnice pa je dejstvo, da je izvoz odpadkov v tujino vse dražji in vse težje izvedljiv. Več Erna Strniša. Delež reciklirane plastike pri nas je manjši od polovice vsega, kar odložimo v rumeni zabojnik. Številne države zapirajo vrata tujim odpadkom, zato je čas, da smeti za sabo pospravimo doma, pravi Andrej Senegačnik iz Ljubljanske fakultete za strojništvo. V Tešu bi kurili nenevarne odpadke. Zmleta plastika, to sta predvsem polistiren in polietilena, ki sta prvenstveno sestavljena samo iz ogljikovodikov, brez vsebnosti klora, to ni polivinil klorid. Potem je to tekstil in pa še tudi zmlet karton. Gorivo bi premogu primešali pozneje in s tem preprečili onesnaženje ozračja ob prenizkih začetnih temperaturah. Postopek čiščenja je standarden, dimni plini gredo najprej skozi katalizator. Na izstopu kotla je elektrofilter, kjer se izloči pepel, sledi še razžvepljevalna naprava. Seveda pa je bistveno, da se v gorivu ne znajde nič nedovoljenega. To je problem nadzora in pa seveda moralne zavesti tega, ki pripravlja gorivo, in upravljavca kurilne naprave, ker se moramo zavedati, da s tem, če so stvari niso ustrezne, pljuvamo sami sebi v skledo. Da več študij dokazuje, da življenje v okolici sežigalnic predstavlja večje tveganje za raka, srčno-žilne in pljučne bolezni, astmo pri otrocih, da ima vpliv na nosečnost in plod, pa navaja toksikolog Miran Brvar iz ljubljanskega UKC-ja, ki opozarja tudi na sporna dvojna merila glede mejnih vrednosti. Mejne vrednosti pač ne zagotavljajo zdravega okolja, to so bolj tako dogovorjene, to se že vidi s tem, da so za sosežigalnice dovoljene višje mejne vrednosti, kar ne pomeni, da so ljudje tam bolj odporni na strupa. Večja umrljivost pa je zabeležena celo na območjih, kjer so nekatere vrednosti pod dovoljenimi. Kultura.